Spisek teh nalog smo v komisiji oblikovali in je osnova strategije, ki je v nastajanju. V njej bodo opredeljeni cilji, metode oziroma nosilci ter terminski načrt in se ga v 5 minutah ne da zajeti. V grobem pa se da položaj romske skupnosti opisati v 3 točkah. Prvič, slaba materialna podstat, večina jih živi v nelegalnem naselju brez elektrike. Drugič, nizka izobraženost, nedokončana osnovna šola razen redkih izjem. Tretjič, izredno slaba vključenost v širšo lokalno skupnost. Romi so praktično nevidni občani, ki ne sodelujejo v družbenem, političnem, kulturnem, športnem življenju. Seveda so vse 3 točke med sebojno povezane. Brez šole in službe, brez dela ni občutka koristnosti pri posamezniku in ugleda v okolici. Ni možnosti socializacije v delovnem kolektivu in ne nazadnje tudi plačeni. Romi so potisnjeni na obrobje dobesedno in simbolno. Ne govorim na pamet. Ko je bilo leta 2001 na občino naslovljeno vprašanje strani Urada za narodnosti, ali imamo v občini romsko skupnost, je bil odgovor občine, da ne. Gre za nazoren primer potiskanja glave v pesek oziroma pometanje pod preprogo. A vendar so Romi tu že stoletja. Če so nekoč imeli neko družbeno vlogo, popravljali solonce in marele, brusili nože, sekali drva, pobirali gozdne plodove in živeli nomadsko življenje, so danes v veliki večini brez sleherne vloge v družbi. Ujeti v naselja, ki so bila ob naselitvi skupnostno odmajne, medtem pa so postale lastniške parcele, do katerih lastniki nimajo dostopa, kar povzroča upravičeno slabo voljo, ta pa razdor le še poglablja. Ob tem je potrebno poudariti tudi to, da je pri dodatnem priseljevanju Romov iz smetišča v Dobov na lokacijo, kjer je danes naselje Krušče, sodelovala tudi občina. Kar se je takrat zdela dobra rešitev, se danes žal izkazuje kot del težave. Predsodki in nezaupanje se na obeh stranih. V kolektivnem spominu Romov je zelo živo preganjanje, prezir in ne nazadnje pogromi, ki so se zgodili ob vsaki vojni ali pa zaostreni varnostni situaciji. Sam živim v neposredni bližini prej omenjenega romskega naselja, kjer je večkrat glasno kot mirno, ker prevečkrat zagori plastika in se občasno slišijo tudi streli iz orožja, kar je milo rečeno neprijetno. Z Romi sem delal tudi profesionalno preko projekta Skupaj za znanje in sicer pol leta v Grosupljem v naselju Smrekec in 2 leti v krškem naselju Karino Grm. Očitno je, da se je tovrstni model getoizacije izpel in ne da ne dosega želenih ciljev, da več se preobrača v njihovo nasprotje. Življenje v naselju s takšno demografijo zgolj perpetuira brezciljno slehernika in iz nje izhajajočo kriminaliteto ter odklonsko ravnanje. Zato vidim vlogo države v tem, da k zadevi pristopi pogumno in odločno. Tako, da zadevo z romsko populacijo nameni najboljše kadre in jim zagotovi primerno in dolgoročno financiranje za multidisciplinarni pristop. Ko sem se včeraj pogovarjal z eno od akterk, ki dela v tem kadrovsko in finančno podhranjenem sektorju, je dejala, da se počuti, kot bi bila postavljena v naselje z nalogo, da pogasi požar, pa lahko zgolj piha. Zato politika in mediji ne smejo prilivati olja na ogenj in razplamtevati pritlehnih čustev, ki jih je v obliki pozivov klinčil vse polno okoli nas. Mogoče bo to komu prineslo izvolitev za nova 4 leta ali povečalo naklado oziroma gledanost, a bo podaljšalo čas za izgraditev mostov. Te namreč lahko hitro porušimo, gradimo pa jih zelo dolgo in s težavo. In na koncu še to. Tiste romske družine, ki so našle moč, način in pogum, da se izvijajo iz objema naselij, ker vlada nasilje, ker se zaradi brezciljnosti številni izgubijo v drogi, alkoholu, antidepresivih, ker imajo dejansko otroci otroke, tiste družine je potrebno sprejeti in jih ne pričakati na nož. Ker s tem dokazujemo, da se nismo prav nič naučili in da nadaljujemo vzorcem, ki odtujuje in radikalizira. V konkretnem primeru, zaradi katerega smo danes zbrani, je potrebno storiti vse, da se obe strani ne vkopljeta v vojne jarke, ampak da se dobijo za isto mizo, si stisnejo roko, pogledajo v oči in začnejo graditi skupno in skupnostno življenje, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in zaupanju.
Povabite nove sovaščane na prireditev, ki jo organizirate v krajevni skupnosti. Vztrajajte z vabili, mogoče ne bo šlo v prvo, drugo, tretjo. Ste v poziciji moči, kar vam daje možnost in odgovornost. V občini in državi pa moramo najti načine, kako stimulirati vse oblike inkluzije, da premostimo prepad, ki zeva med romsko skupnostjo in večinskim prebivalstvom. Prvi simbolni korak bi bil obisk skupnosti, o kateri govorimo. Vse besede, ki so izrečene o romski skupnosti, ne pa tudi njej, nimajo pravega učinka. Ne pozabimo, vsak dialog se začne s poslušanjem. Hvala za vašo pozornost in vse, da ste veseli, da je z mano, so se z mano.